Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, dobrodošli v novi oddaji Reflektor. Mesec marec je posvečen ženskam in zato danes v studiu gostimo prav posebno gostjo. Ona je glasbenica, ona je pianistka, ona je vsestranska umetnica, ki je že več let prisotna na slovenski glasbeni sceni. Zelo sem vesela, da danes v studiu lahko pozdravim eno in edino Nešo. Neša, zdravo. Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem, ki naju gledate. Pa bom te za začetek kar vprašala, kako si, kje smo te zmotili? Super sem, naspan od vikenda, ponedeljek je, mislim, da smo ga z dobro voljo začeli na dober način. Zdaj se bom pa prepustila tvojim vprašanjem. The best. Danes bomo predvsem govorili o glasbi, po glasbenih vodah bomo jadrale, tudi meni je to zelo blizu tema, tako da me zelo zanima ti kot umetnica, ti kot glasbenica. In zdaj vem, da mogoče to na začetku oziroma malo klišejsko vprašanje, ampak vseeno moram te vprašati, tvoji začetki, tvoji glasbeni začetki, kako si ti začela v bistvu, kako si ugotovila, da sploh želiš biti glasbenica, kaj tisto te je potegnilo v to? Ja, tukaj bom rekla, da je ena predispozicija je sploh pri otroku, kako v družino se rodi. S čim je že malo postlano, bom rekla sugerirano, in če je tam velik koncertni klavir sred dnevne sobe, ga boš prej slej taknil, ne? In moj prvi tudi, koncertni list, kjer sem nastopala gora, navedena kot nastopajoča iz leta 86. Torej sem bila stara 4 leta v glasbeni šoli Cerkno pod vodstvom Tatjane Grahelj. Sem že ubirala svoje prve korake in prve tipke stiskala, tako da ni bilo vprašanje, ali bom glasbenica ali ne, ampak sem tisto, kaj bom igrala, ne. Ampak mene je ta črno-beli svet res potegnil, kljub temu, da je svet načeloma bolj siv. In sem pol kasneje malo žanrsko kolebala, ali bi bila strictly jazz, strictly klasika. V bistvu sem pa čisto vse vmes in mi ta institucionalizem nikakor ni prijal. Sem ga bolj vzela kot obrt, kot nekaj, kar moram dati skozi, čim prej fertik, kljub temu, da sem veliko enih krasnih profesorjev spoznala na tej svoji poti študija klavirja in kompozicije. Moram reči, da je šola super, ampak šola še vseeno, šola je za šolarje. Ampak Vaja dela zmaja, mojster že zna, ampak še vseeno ti da tisto krasno prakso, tisto disciplino, dati red, dati tudi tisto, kako ne rečem, ljudje lahko na te računajo, no. Ampak moje ideje so prihajale iz sveta, ki ga nekako v šoli nisem mogla doživeti, no. Tako da sem čakala, da se kot avtorica lahko izrazim z vsemi temi orodji, ki sem se jih nekako pridobila, priučila na nek svojstven način, izven šolskih okvirjev seveda. Se pravi, potem si bolj začela s klasiko, v glasbeni šoli predvidevam, je bila potem klasika, ne? Seveda, tako, kot sem prej rekla, ko sem se odločevala na katero oddelkit, sem še vseeno videla, da so klasicistična znanja, da so steber glasbe, ne? Harmonija, kontrapunkt, da se ti v tem svetu res dobro znajdeš, izobraziš in da ti je vse jasno, pa jaz tudi še slišim, imam absolutni posluh. Tako da v bistvu teorijo res z rokava stresem in sem tudi dolga leta tudi inštruirala, ne? In meni je to strašno fino, ampak, tako kot sem pa rekla, mi pa nudi samo obrtniško znanje, glede na to, v kakšne žanre sem se potem podala. Sploh, ko sem začela kasneje peti, ker res nisem od štarta bila takale sinička na veji, ne. Sicer sem svoje pesnice skozi pisala, o našemu psu, o kozličku, ne vem, o fotru, ni da ni, ampak primarno sem bila pa jaz tista, ki je rada bila tih, pa vse skozi prste vandala. Kasneje je ta, bom rekla, to, kar mi je ležalo na grlu, ali pa komadi, ki so nekako uhajali k drugim pevcem, so me začeli klicati, ne, ti me zapoj, se to je tvoja štorija, ne. Tako da sem nekako kantavtorsko prišla do tega, da se moram nekako pocelotiti in biti sama svoj bend, pa vsi ostali so pa dobrodošli, pa tudi če jih ni, da sem jaz cel kompletna. Wow, okej. Se pravi, omenila si, da je bil koncertni klavir doma. Se pravi, potem sta že starša bila tudi glasbenika, brala sem tudi, da si iz velike družine. Tako, nas je 6 otrok, oče je znanstvenik, je kemik in je tudi akademski trubentač in je igral po veliko orkestrih, Opera, Filharmonija in tako naprej.
Seveda pa zraven tudi izume delov in tako naprej, tako da je marsikaj eksplodiral, ne, v tistem laboratoriju, njegovem doma, seveda, ne. Moja mama iz medicinskih vod, je babca, pa iz Brasbi, ne. Ampak moram reči, da je bila kar profesionalna mama in sem zelo iz srca hvaležna, da smo imeli to ljubečo roko doma, ki je poskrbela, pa še pospravljala za nami, a ne, da smo mi lahko po več ur na dan tudi vežbali. Za vse otroke so poskrbeli, da smo prišli do svojih inštrumentov in do glasbene izobrazbe. In to je bilo veliko enih voženj. Najprej v glasbeno šolo Cerkno, potem pa v Škofjo Loko. Mi smo se namreč preselili iz Ljubljane, iz Jamove 62, prej oče delal na Jožef Štefanu, pa smo tam živeli. Potem smo se pa preselili gor v Poljansko dolino, Hlavče njiva nad Gorenjo vasjo, Bogu iza nogu. In seveda je bilo tam pol malo težje se furati v vsa ta mesta in vse te šole in na vse te krožke in na vse. Ampak zdaj tudi mogoče na starejša leta vidim, kako idilo si je oče privoščil, ne, sicer odročna povsem, ampak lepo je bilo zrastati v naravi z prijatelji, ki si jih imel kar znotraj družine, čeprav smo ga mi res galamili in razsajali kot otroci, kar malo veliko nam je bilo dovoljeno. Ampak za tisto popotenco, kar se tiče, pa da znamo biti, da znamo skrb držati, da smo dobri teamplayerji, pa da smo vsi osvojili vsa ta nujna znanja, ki se mi zdi, da sta jih oče in mama vztrajala, da jih imamo, lahko pa rečem, kapo dolno. Staršem kot vzornikom in kot vzgojnim likom. Tako. Kako je pa potem ta dinamika klapala, da ste vsi z brati in sestrami igrali inštrument, da ste potem to bolj, da vas je povezali? Da ste potem skupaj igrali, ali kako je potem v bistvu vplivalo to na vašo družinsko dinamiko? Ja, tako, kar se tiče glasbe, smo se šli bolj na živce, veš, ker to vse te otroke uskladiti znotraj tistih ur v dnevu, kdaj bo kjer veš, bo tistim pikolom, imaš s klavirjem, jaz moram dnevnik gledati, zdaj ne moreš ti to, še sestra kitaro igrala, oba brata na trobento. Tako je, dejansko smo se šli malo na živce, no. Sicer pa, kaj bi bila pa prilika, ne, smo se pa že pobratili in tudi rečemo, oče z obima bratoma, ker ta mlajši brat je prišel 10 let kasneje pred ta zadnjega, ne. So vedno igrali fanfare na dogodkih, pa kakšne take zadeve občinske, tako naprej, ne. Ampak smo pa tudi kaj mi zaigrali, pa zapeli, ko je kakšna babica prišla na obisk, no. Zdaj niti ne tako Kelly Family, ne. Ampak tudi tukaj nismo videli nekih karier, ne, družinskih, ampak smo se kar bolj potem vsak zase držali, kljub temu, da smo še vseeno ful sodelovali. Jaz sem ko repetirala brata na trobento, ko repetirala sestro na flavti, no zdaj včasih nastopam z njenim big bandom, tako imamo ta sodelovanje še vseeno med sabo in je to, se mi zdi, ful lepo. Super, odlično, lepo. Zdaj, čeprav, potem si šla študirati glasbo, ampak si kdaj pomislila, da pa mogoče to ni tvoja pot, oziroma da si rekla, mogoče kaj glasba, ampak da bi še probala kaj drugega, ampak ali si vedno vedela, da je v bistvu glasba tisto, kar bi želela delati? Glasba je v bistvu tako širok pojem, da ne morava v bistvu me dati v en predalček, ker jaz sem strašansko en tak transformer po duši, tudi moja duša je transformer, karkoli me boš dala, bom funkcionirala. Ampak jaz kot pedagog, jaz kot skladatelj, kot aranžer, kot producent, kot avtorica, kot pianistka, kot pevka, kot vocal coach, jaz v vseh teh funkcijah že toliko enih raznolikosti doživim, da mi nikoli ni dolgčas. Ker če se ukvarjaš z zvokom, je to veliko širši pojem, kot bi rekla, da sem, rečemo, učiš klavir, ali pa da sem, ne vem, si tonski tehnik v enem studiu, kar zna biti zelo tako, rekla, en tak del, ki se zna prehiter ponavljati preveč in te to zna na dolgi rok malo dolgočasiti, sploh pa če si v nestimulativnem okolju. To pomeni, da jaz sem hitro skontala, sem delala par let tako, rekla, da sem bila zaposlena in sem gotovila, pa čak, če fušam, jaz dobim isti denar. Kaj je zdaj to? Jaz se zamudim, da dobim isti denar. Pa sem malo, kje so zdaj penali pa nagrade? Jaz sem malo kot pes, no. Jaz imam rada za dober del nagrado, pa tudi klofnem se, če ga kaj poserijamo, ne. In se mi ni zdelo to okej. Torej, se mi zdi, da sem se polenila v enem comfort zonu, se je bilo to 2-3 leta, no. Ker sem bila kot repetitorka zaposlena. Sem ugotovila, da mene tako priganjajo lastne ideje, tole kreatorstvo,
da pač nisem dobra, če delam v opreženem sistemu. Tako, ga z velikim respektom oddelam in spoštujem, ampak takrat jaz začnem stagnirati. Torej, imamo recept, da tista cona komforta ni glih v bistvu super za tvojo evolucijo, za evolucijo mojega izraza, za to, da bi moja glasba še kam širše prišla, ne sem tukaj, kjer je pač že doma. Tako da sem tudi hitro nehala na ta način razmišljati in tudi nisem en tak človek, ki bi lahko znotraj sistema vegetiral. Tako da jaz hočem konstantno izboljšave delati in na sebi, in na vseh tistih okoli mene, predvsem pa na vseh tistih, ki pridejo na moje ure, na lekcije in ki ustvarjamo skupaj avtorsko glasbo. Jaz hočem ljudi optimizirati, da jim je lažje, lepše v življenju in da jim glasba odpira srce, da jim predstavlja filter, da je to energija, ki oplaja, ki združuje in da to je nek moj doprinos svetu. Zaradi tega je marsikomu lepš. Če pa jaz poskrbim, da je meni lepo, lahko tudi tebi kaj tega ponudim in pa, če bi vsak tako razmišljal, vse bi se imeli na koncu vsi fajn. Pa ni tako žal. No, tako da to je, to sem hotela ti reči, da vsa ta klasika, vsa ta indoktrinacija, institucionalizem, vse skupaj, kar pride v red z inštitucijo, mi nekako ni odgovarjal, kljub temu, da imam krasne popotnice od staršev, od profesorjev, ne lih vseh, ampak večinoma sem se dobro zastopila. Sem pa tudi hitro dojela, da my way or the highway. In sem tudi dosti hitro podpisala potem z Niko Records založbo, pa z svojim producentom, menedžerjem pogodbo. Tudi, da sem se na nek svojstven način zaprisegla in, kakor sem prej rekla, da nisem dober zaposleni, ker iščem motivacijo in napredek, je pa to take vrste deal, je to take vrste life, da je tudi ful od mene odvisen. Torej sem konstantna lokomotiva, ki vleče vagončke za sabo, sploh po tistih prvih parih letih, ko gre vse samo od sebe, ko releasneš svoj prvi single, svoj prvi spot, prvo ploščo, ko narediš nek boom v prostoru, potem se te pa ljudje navadijo, potem je pa že umetnost obstati. Tako, obstati, ne zdaj skozi presenečati, tudi meteor enkrat pade, če bi na vsakih 10 dni padel, bi rekli, le že spet meteor. Tako da je kar umetnost, v tako malem koščku sveta, konstantno nekaj novega izmišljati, pa predvsem se preživeti. Pa se v bistvu, zdi se mi, da v vseh teh umetniških vodah, zdaj, dobro, če se pogovarjamo o glasbi, pa tudi o umetnosti, nikoli ni tisti, ki pač dela neko umetnost, samo tisto, kar je. Spravi, ne more samo glasbenik biti samo pevec, ampak mora biti še stojna ena stvar. Tudi mogoče malo svoj PR, sploh tisti, ki so na začetku. Recimo, vedno moraš ni samo ena služba v tem poklicu. Vse moraš obvladati nekako. Meni je bilo že v štartu zoprn govoriti, tako kot smo imeli pogovarjamo. Jaz nisem imela izdelanih nobenih, ne vem, tako kako rečem, pravljic, zgodb ali nekih načinov, kako naj o svoji identiteti govorim, ker sem bila vedno work in progress. Nek kup ceglov v izgradnji, sem se vedno tako počutila in je ful težko si nadeti to samozavest, ki izhaja iz enega zdravega ega, da ti priješ, se postaviš in vsem poveš, kako je in se postaviš na neko mesto na sceni. Skozi imam tisti nek manj vrednostni kompleks, kjer si ne znam priznati svojih kvalitet, svoje vrednosti in vsega, zato ker sem mogoče pa tudi po eni strani tako bila rahlo vzgojena. Še veš, kako je. Imaš malo sindroma srednjega otroka, ne? Vse smo skozi zastonj delali, ful igrali. V bistvu, jaz sem si ogromno prakse nabrala skozi to svojo glasbeno dobrodelnost, bom rekla. In preden sem se nekako svojo to vrednost vsaj v osnovi popucala, postavila, so minila dolga leta. Tako da ta izgradnja človeka kot osebnosti je nekaj, kar te ful terja in na kar moraš dati res fokus. Ker ti si tudi rekla, nobenega ni, ki bi sam pel. Seveda, da ne. Se ti moraš v bistvu imeti skozi izdelano mnenje od vseh. Če boš ti državo predstavljala po Bruslu in igrala, te bojo začeli s političnimi vprašanji na intervjuju gnjaviti. Pa lahko rečeš, jaz sem glede tega čisto nevtralna, jaz nimam pojma, kaj se dogaja tih. Pa boš pa butali izpadel. Tako, ti se moraš včasih načrtno pozanimati in imeti stališče o tem, zaradi tega, ker si pač kar si, ker si v mainstreamu.
in si tudi, nisi samo glasbenik, ampak si nekdo, ki je trendsetter, ki ima mikrofon v roki, ki se ga daleč sliši in lahko na ljudi vpliva. In v momentu, ko imaš ti tak vpliv na ljudi, ko ga tudi mediji prepoznajo, boš da paziš, kaj govoriš, ker boš odgovarjala za svoje posledice. Lahko mimo grede, ko samo izražaš svoje mnenje, že koga hujskaš nekaj. Tako ful je aklih, no? Aklih, kakšna beseda nemška stane. No, tako da moraš paziti, kako ta intuitivnost včasih in pronicljivost terjata svoje, samo zaradi tega, če je človek dobra duša, pa je pač iskren, pa še glasen zraven, ne? Tako, ta izgradnja, ta kompleksnost javne podobe je še veliko več, kot samo svoj talent postaviti na oder. No. In se moraš silom prilike v tej smeri postaviti, okrepiti, zaščititi tudi svojo energijo in dobro premisliti o tem, kdo si, kje si, pa kam greš. Tako. To je potem tudi malo povezano, ne? Recimo, ko ljudje mislijo, biti pevec, to je ful simple. Ti se postaviš na oder, ti odpoješ in je to. Ampak ni res, ne? Se pravi, kaj vse to vzadi prinese, recimo, biti pevec, ne? Poglej, mi predvsem malo drugače dojemamo ene take velike konstrukte v show biznisu, kakor so ene ful impozantne kariere, talenti, ki so izstreljeni na zvezdniško nebo in to čez 10 let pozabljeni. Tle je tukaj enih prodanih duš, tukaj enih pogodb, rekla z malo bolj temačnimi silami, ker dokler nimaš tega pred sabo, dostikrat ti nekdo ne ponudi, tako ne razmišljaš, ampak jaz sem to brala, meni je to jasen. In za voljo lastne svobode, lastne moje volje in tega, da imam v roki krmilo svojega življenja, sem tudi jaz marsičemu rekla ne, tudi velikim kupom denarja. Lej, jaz sem preveč vredna, kakor tisti denar na drugi strani tehtnice, da si bom izpol očitala na stara leta, naj boš polna tumorjev, ne, kaj sem vse dala pa prodala, zato da sem nekaj postala. In na to damo malo premalo poudarka, zato ker teh splati ne vidimo, ker vidimo samo tisto figuro, ki je rezultat te industrije odzad, ki jo zberajo in postavijo. Nimajo veliko vsi pravoglasov v tem, kaj bojo peli, kako bojo izgledali, kako bojo plesali, kaj bojo nasedali. Zato, ker ni tako ogromno teh večplastnih, celovitih osebnosti. Mogoče boš rekla, ja, vse te singer-songwriterji, variante, kantavtorji, pišejo svojemu lifeu, naredijo komad s kitaro in se postavijo na odre. Pa se oni so to, kar so. Ja, ampak ti vidiš to, kar vidiš po televiziji, pa to, kar vidiš po internetu. In če si opazila, ogromno ljudi snema dokumentarce na zrela leta o tem, da niso bili to, kar dejansko so, da so furali svoje avatarje na daljincu. A veš, ne vem, meni bere zdaj govori ta imena, ampak že ne vem, Jim Carrey, Lady Gaga, Paris Hilton. Mislim, se so glupo, da menjam. Ampak, kaj se da vi upravičujete za vaše življenjske poti? Pa se je bilo treba kruh zaslužiti, razumem. Se ste hlepeli po slavi. Se tako je. Verjamem, če hočeš biti na višku v te piramide, v show biznisa, pa moraš marsikaj riskirati za to. Tudi svojo svobodo in tako, ko so omenila svojo dušo. Ampak težko boš pa nazaj prišel. Ker ta slava, ta denar, ki prijeta, vedno terjata na drugi strani tehtnice nekaj. Mogoče imaš res ti je težko pa biti sam s sabo. Res ti je težko imeti iskrene, ljubeče odnose, tiste čist navadne, ki se jih želimo, ker si želimo vsi enega miru pa stabilnosti. Pa mislim, da si generalno vsi ljudje želimo pač na stara leta si ne očitati, česa vse nismo probali. In tako, ko gledam določene zgodbe, pa pogledam, kako se potem ljudje z boleznimi tepajo, pa s kakšnimi se tepajo, kakšne diagnoze padajo, pa na kaj vse prisegajo, pa koga vse častijo, si sem rečem, jaz pa res nisem del tega sveta. Kljub temu, da sem v show biznisu, da sem v mainstreamu, sem nek komercialen artist, vseeno, ampak so te zadeve večplastne in zato, da sebe nekako čuvaš, lahko dam jaz samo en predlog vsem, The best business is minding your own business. Tako. Prisluhni sebi, deli dobro in boš kot ena
kako ne rečem, ena antena vdajo frekvence, na katere se bojo te prave muhe gor nalepile. Mislim, tako, se bo zgodilo v življenju, bo že vesolje ali pa Bog ali pa karkoli verjameš, bo že porihtalo, da bo vse ob svojem pravem času doživelo to svoje cvetenje. No. Res, te konstrukti, v katere lahko padeš kot talent, ali kot lep obraz, ali kot karkoli, kar se da prodati, hipno, kar je tržno zelo uspešno, kar je v bistvu dober dirkalni konj, dokler si noge ne zlom. Lahko, se pravim, če si pripravljen na vse razne kompromise, nič sebe, lahko fajn zaslužiš v zelo kratkem času, no, pa si lahko flajšter kupaš za srčne rane in preživiš preostanek življenja. Ni tako vse črno, kakor zdaj opisujem, ampak hočem pač opozoriti vse, kaj vidijo, samo superlative v tem poslu, da ni vse tako lahko in da se treba marsičemu odreči in kakšno noč ne prespati, ker je cena visoka. Ampak to, da sediš potem, da v bistvu dobiš svoje sanje, svoj cilj, pač je treba odrekati. Se to ni samo v glasbi, ne? To je pač vse posod, ampak mogoče klej je res malo drugače. Več je treba odrekati se v glasbi, se mi zdi. Veš kaj, ljudje dostikrat jemljajo te posle, ki se dogajajo pred kamero pa v medijih za neko shortcut, za neko bližnjico do slave, ker bi bili pač radi slavni pa bogati. Vprašaš, ne vem, rečva, malo nadogajano punčko z TikTokom in Instagramom in z vsem, se to vsi furamo, samo ajde. Moja generacija, zato ka more. No. Malo PR, ja. Kaj bi rada bila? In bila rada pa slavna pa bogata. Kaj bi pa naredila za to? Čim manj, ne? Veš, tukaj je enih primerov zdaj v svetu, kjer lahko ženske sploh svojo lepoto ali pa s tisto sfiltrirano ali pa zoperirano uspejo, samo zaradi tega, ker obstajajo. Veš, ta puhlost, ta neosebinskost. Zakaj za Boga se to blagri? To je tako minljivo. To je tako, kot da bi jaz prodajala svoje mere trenutne. Čez pol leta bojo druge. Pa pred enim letom so bile pa sploh take. Tako da to so tako minljive pa spremenljive stvari, da jaz ne bi nikoli dajala toliko poudarka na njih. Kadar dobro zgledam, ni problem, se slikam kjerkoli, čemerkoli, kadar pa ne, pa tudi se pač znam. Ampak moj point so moji komadi, moj glas, moj know-how, moja energija in če se jaz dobro počutim, nima veze 5 kil gor ali pa dol. Če bi bila povprečna kobila, pa bi imele veze. Tako da, no, jaz samo hočem ti reči, da ves ta konstrukt je kar triki, pa lahko hitro not padeš, pa hitro si zasvojljiv in glasba kot glasba je še vse neki, za kar ni dosti sam talent. Jaz ne poveličujem šolskega sistema, ki šola dela delavce. Poveličujem pa to, da se pri človeku vzgoji odgovornost, disciplina in da se malo pozanima o vsem, kar je že pred njim obstajalo, predvsem pa na temeljih, na katerih se gradi glasba, da si ti pismen glasbeno, da veš, iz kakšnih struktur so sestavljeni komadi, da ni pevcev najbolj glup v bendu, ki je sam lep, pa ki pač ne fuša. Kakoš pa razložil, veš, kjer interval poješ, glede na bas. Mislim, tako, ful se preveč daje sem na talent in pa si mogoče malo bolj izgubljen, pa malo manj, z malo manj hrbtenice. Tako da vsi lahko rečemo, ne vem, ni mi všeč tvoj glas, noben pa ne more reči, tale pa ne zna. Ja, sorry. Res tisto, to je osnova za samozavest, da imaš ti znanje, da ti veš, kaj delaš, ne samo, da ti dobro rata, pa da lepo zvenijo. Prej si rekla, da v bistvu tvoji komadi so kot nek filter, da v bistvu sporočaš svoje sporočilo svetu. Kje potem iščeš inspiracije za te komade? Ali je to kar 1, 2, 3, ali najprej melodija, ali so to najprej besedila? Kje v bistvu najdeš tisto, to sporočilo pa želim dati svetu, to bom naredila tako? Več je teh načinov. Če bi postajal samo en univerzalen način, bi lahko napisali knjigo How to make a hit song in bi bila midva videomilijonarka na lep način. In bi mahala z Bahamov. Tako je. Včasih me kaj trigne v smislu, lahko je slabo, lahko je dobro, ampak mi je meni največji trigger to, da je slabega naredim dobro. Klasičen primer. Pa nekdo te fajn nategne, mogoče v privatnem življenju, ti si prizadeta, prasec, ne vem karkoli, pa rečeš, zdaj bom pa to malo na lepši način.
bomo v tem kaj napisali. Vsi vemo, da je najlažje jamrati. Vemo, da je najlažje jamrati. Zdaj, kako sebe opogumati, kako sebi napisati nekaj, da ti bo lažje, ko si v to odpela. A veš, to so ena taka mini zdravila sami sebi, to so pokloni mojemu prerešetanemu srcu. In ko jaz to zapojem, na koncu iz tega, da se mi je zgodila ena grozna situacija, da sem bila izigrana, prevarana, nategnjena, stokrat, karkoli že, lahko sem rečem, stari, hvala za tole substanco, I made a hit song, ne? Ne moreš verjeti, da iz te rane je ratalo nekaj tako lepega, kar je meni pomagalo, kar pomaga onim, ki slišijo, ko se znajo na tej frekvenciji nakonektati. Na koncu je še evro od tega, pa hočeš lepšega, hvala ti za to. A veš, če znaš tako pogledati na življenje, pol ugotoviš, da vsaka rast izhaja iz poškodbe. Ali govorijo o mišici, ki raste na treningih, ali o glasilkih, ki jo krepimo. Posod nekaj natrgamo, da pol novo tkivo se zaraste in se to jača in postaja bolj močno in ponosno in vse skupaj, predvsem pa tvoje orodja so bolj konkretno. Ne? In tudi v življenju je odraščanje, kaj pa drugega, kot travma na travmo. Pa lahko rečeš, pa smo imeli srečno otroštvo. Seveda, da smo jih imeli, kaj pa pol malo, kaj pa pol, ker se malo zaljubila, ali pa kaj pa pol. Pa ti live s temi mozoli, pa so, to je bilo travma se zbuditi, pa pogledati v špegu, kaj šele skozi vrata je disaster. Tako da, ko si pa sam z inštrumentom, ko imaš pa ta, ko si v svojemu kanalu, je pa res včasih tako, da so ti tesnobni občutki največja inspiracija, da se mi v bistvu en zlat klunček odpre in gre sem ven. Včasih je treba kaj skričati, tuliti in je lahko to zelo tudi terapevtsko. Torej je bila ena glavnih inspiracij, kako to, kar me tle teži, dati ven. Ne zdaj na ihto, na silo, ampak kako najdete v tem eno sprostitev, en filter, v bistvu en kanal, ki bo meni pomagal. Če pa še komu prav, če pa ne, pa tudi prav. Ampak res iz sebe, za sebe delati, to je formula iskrenosti. In sem tako lahko na dolgi rok, kam prideš. Razen, če razviješ alter ego, te avatarje in vse te figure, ki jih potem furaš na daljinca. O tem sem pa prej govorila, da taka figura lahko podpiše eno pogodbo, ker ti v bistvu ne bi, ampak dokler iz distance gledaš, dokler te to preveč ne zajeda, ne tvoje zdravje, ne tvoja pamet, to so v redu, ker je kup denarja tle za uteho, ne. Ker se pa začne dogajati na tvojem fizičnem nivoju, da to več ne zmoreš, ne moreš iz tega vlaka sestopiti kar tako, ne moreš in to je v bistvu epilog vse tisti debati. Malo preskakujem tako, ampak vse na koncu bomo imeli to smisla. Kar se tiče inspiracije za komade, je pa tudi tako, da velikrat vzamem kako dobre poezije, se usedem, bam, uleti dol. Včasih se usedem in mi kar svane iz ne vem kje, pač imam nek dar, najbrž, da kar odpojem, odigram in še z nekim čudnim tekstom vse skupaj naredim. Pa sploh ne vem, o kom pojem, pa zakaj pojem. Sem, kdo pa je to? Pa rečem, kdo je ta Meredith? Zakaj pojem? Ne, zakaj se upravičujem neki Meredith, ki pozablja špange na mojem desnem zicu? Kdo je to? Pa se je dogajalo? Rabim razlago. Tako da, več je načinov. Ali je krasna poezija, rada s pesniki sodelujem, ali je dober hook, dobra melodija, ali je dejansko ta sporočilnost, to ubesedenje mojih notranjih občutkov, ali so pa pač neka napol kanaliziranja. Kljub temu, da smo v glasbi, v tridimenzionalnem svetu, se zgodi včasih ta povezava, ki jo res težko razložim, ampak mi je fajn. Očitno špona. Se pravi, ampak ljudje zelo težko pokažemo ostalim, da smo ranljivi, ampak glasbeniki pa glih moramo na odru znati pokazati, da smo ranljivi, ker drugače nam v bistvu noben v publiki ne verjame, da mi res pojemo o takih zadevah. Ne? Ker pa če zelo cenim pri glasbeniku, če grem na en koncert, pa da res čutim tisto glasbo, ki mi jo on daje. Ne? Ker pač če pridem tja, pa on stopi na oder in pač odpoje tisto besedilo, kar pač odpoje, ne bom jaz nič od tega dobila. Če pa on res to z dušo ven da, ne? Pa potem to čist drug experience tudi za publiko, ne? A veš, in moramo biti kot glasbeniki ranljivi na odru, se mi zdi. Poglej, to je razlika med vokalistom in dobrim pevcem. To je tako, da imaš ti
da si igralka, pa imaš tekst, pa ga recitiraš. Ali pa da ga dobro odglumiš. Kaj pomeni, da ga dobro odglumiš? Da ti ni betiti vse te feelinge in jih pokazati s kožo in kostmi. Tudi jaz zahtevam od interpreta, od pevca, da mi žalostne stvari žalostno odpoje, vesele veselo. To pomeni, če hočem, da mi daš jok pa jeza v ton, da mi ga daš. A veš, poglej, kaj se mi naredil. Poglej, kaj se mi naredil. Daj mi še jeza, poglej, kaj se mi naredil. A veš, če ni tega naboja noter, pa me ne boš prepričal. In jaz vedno hočem, da tudi Kitajc šteka, kaj si mi ti pravkar naredil. A veš, in ta ekses je res, to mora biti naštudiran. To ni zdaj, da mi dve neki fejkava, neke emocije. Point je v tem, da jih interpretirava resno, strastno, predano, tako kot poštene, v bistvu profesionalne igralke. Samo da to delamo še na tonu. A ne, pa da je malo več intenzitete zaradi tega, ker pač pojeva. Ne raba pa toliko še zraven kazati, na primer. In je ta, v bistvu, point dobre interpretacije je ta, da te sezuje, da ti nekomu verjameš. On ne rabi zdaj to čutiti, če je pa ustvarjalec. Ne rabi ta autobiografsko, ampak mora pa to izvedeti, kot da bi bilo. Tako. A ne? Sej, zakaj bi pa jaz vsakič pela malo tu, malo tam, pa se jokala zraven? Zakaj bi? Ne, ampak točno vem, malo tu, malo tam, ostaneš sam. Vem, moj glas ve, kako prijeti, tudi če se vsi zvočniki zrušijo, če mi pade monitor z ušesa ven. Jaz vem, kako moram prijeti, zato ker tudi glasilke, mišice imajo svoj spomin in to so stvari, ki se jih da priučiti enkrat, ko sam sebe spoznaš, da imaš knofke, na katere lahko pritiskaš za določene emocije in glas mora biti temu pokorjen. Ker če pogledava dosti bolj sterilne žanre, no, kako ne rečem, sploh težko uporabiti izraz, če greva v te malo bolj klasičistične vode ali pa jazz vode, kjer se ful bolj ukvarjajo s pravilnim nastavkom, šele posledično z emocijo. Je mogoče malo več konfekcije, mogoče premale edinstvenosti v vokalistih in jih potem tudi težje ločim enega od drugega. Če pa poš na ti ta naraven način, da izhajaš iz svojega glasa, s katerim govoriš, in potem to daš sam na ton, in potem se dogaja in veselje, in žalost, in jeza, in vse se lahko dogaja. Mogoče na malo bolj naraven način, ker se ne obremenjujemo s tem, da imamo nastavek. Veš, tako no. Če se malo pohecamo, se mi zdi, da je ta muzika glih povsod doma, kjer ni preveč strogo profilirana. In če si ti pustiš, da te raznaša med vsemi temi žanri, pa imaš eno tako bogato pahljačo, ko slikarka ima vse barve sveta, pa dobro ve, da bi jih lahko vse zmešal iz onih osnovnih, ampak še vse, le bleščice, le ono, perje. In res imaš bogato orodja. Torej, moraš pustiti, da te potegne, pa tudi moraš znati, da otroka vleft, kadar nimaš prave ideje. Ker prva stvar, ko govoriva o uspehu, je to, da moraš imeti tudi dober tim, da moraš znati furati dober tim in te ljudje bojo sooblikovali tvojo zgodbo. In jim moraš tudi pustiti, da na nek način vplivajo. Tukaj pa govoriva lahko o tem, kako zdaj ta tvoj feeling, to svojo ekspresijo zapakirati nekaj v en izdelek in ga plasirati v čas in prostor. Tukaj pa pridejo zraven še producenti, založbe in tako naprej. Malo širša zgodba pa ratuje. No, ampak vse se začne s to formulo, ali imava emocijo, ali glasba proži emocije. Lahko so to res plusi in minusi, no. A veš, ti imaš lahko tudi, ne vem, en agresiven metal, pa boš rekel, to je super za anger management, se ne damo hudiče videti posod. 5 je kaj, pa se izkrič, pa 5 perov spi, pa se meč na glavo, prišel domov ka angaček, razumeš? Vsak kot sredstvo lahko glasbo uporabiš res v terapevtskem smislu. Tako da jaz si ne dajem predznakov, dokler res ne vidim, da časti določene sile, ki meni niso blizu, oziroma imam odpor do tega, in res ne dajem predznakov in nobenih labelov gor in pustim, da naredi tisto svoje, kar more.
Rekla si, da imaš tudi tole šolo petja, oziroma je to samo za petje? Mislim, se reče mala šola rock'n'rolla je. Seveda. Ja, to. Točno to, jaz učim vse, kar se na avtošoli naučil, predvsem pa v bistvu biti pristen v pevcu, v interpretu moram najti edinstvenost, tisto, kar imaš sam ti, pa sam jaz, včasih se skriva to v anomalijah tudi, ne. Predvsem pa ti moram prikrojiti tvojo avtorsko glasbo, oziroma ali jo skupaj napiševa, ali sama pišeš, ali ti jo jaz napišem, to je prav v bistvu nekako na kožo napisano, ne. In potem se pospremim s pravim aranžmajem, s produkcijo in lahko pač nekoga plasiram na teren, pa domača, ne. Dam mu tisto substanco, ki jo rabi, ga tudi spoznam z enim svetom okoli sebe, tudi jaz delam z določenimi ljudmi, ne, glasbeniki, producenti, založniškimi hišami, tako da jaz sem kot nek portal, ne, iz kjer se pa lahko skoči, da si tudi mogoče malo hitreje na radiju, pa malo hitreje dobiš fokus. Sej ni rečeno, ne dam roko v ogenj, da vsem rata, ne, ker je tukaj res velike iniciative, pa tudi ne moš ti ljudi prisiliti, da jim boš všeč, kaj. Ja, tako kot sem rekla, treba delati zase iz sebe, poslušati ljudi, ki jim verjameš, ki jim zaupaš, ki tudi sami predstavljajo zgodbo o uspehu in so pristni v tem, pa pač faktor sreča. Faktor sreče je tudi, da znaš na prav način, na pravem času dati nekam, ne. Je pa zelo fajn, če je potreba potem, če je luknja, ne. To je pa treba imeti zavohati, ne. Ampak jaz kot artist, jaz sem v svojem mehurčku tam na svoji podstrehi doma, pa kva pa jaz vem, kaj se zdaj blazen rola, pa kaj je popularen. Če mi res kaj kul samo pobrskam, težko pa kaj zdaj ful pride do mene, ker se mi zdi, da kar je en šunder, no. Je šund v informaciji in res težko ločiti cemo od plavela, no. Tako da nimam jaz šole, sem za pevca, ampak bolj je to ena ustvarjalnica, tudi klavir učim, najraje vse skup, da zna res človek tudi sprintati svoj najljubši komad, sosedeti, tiste harmonije, pritisniti odpet, da je povezava glas inštrument, predvsem pa tako, no, da delamo zasedbe, se malo spremljamo, da pojemo več glasno, da je čim več upletanja tudi ostalih not, no. Ker to je še vse en tak playground, kjer srečaš, ne vem, podobno misleče in čuteče ljudi, kar je pa point šole, če mene vprašaš. Jaz, če ne bi tistih svojih frendov spoznala ali pa istih takih rivalcev, kot sem jaz, bi mi bilo pošteno dolgčas, no. Kaj, 3 ure vsak dan za klavirjem, tisti šuti na matematiki, o moj bog. Tako da sem vesela, no, da sem spoznala neke ljudi, ki smo še zdaj v navezi, no, tako. Se pravi mreženje v bistvu. Ja, networking, brez tega ne gre. Res, in tega human to human dela, ne, da ljudem daš to svojo osebnostno noto, to se mi zdi zelo pomembno. Saj to je tudi najbolj naporno v življenju, ne. Ker, veš, eni ti veliko vzamejo, eni ti tudi kaj dajo nazaj, kakor je te energetske, te odbojke so včasih zelo zahtevne, no. Te en lahko v eni uri posrkati to, kar tih je prej 6 v vrsti, ne. Ampak moraš imeti tudi svojo zaščito, moraš se postaviti v svoj steber, jaz moram imeti viška, da lahko tebi kaj dam, tako je v življenju, ne. Jaz moram biti dobra, jaz moram biti uspešna, jaz moram biti na svojem mestu, cool moram biti, no. Dobro mi mora iti, no, da mu jaz te pridgala o tem, kako je treba kaj delati. Jaz, če nekdo vsaj 10 let zelo uspešno ne upravlja tega, o čem pridga, ne, kako priti do svojega 1. milijona ali pa ti vikend certifikat life coaching. Res je. Jaz si ne bi drznila naučiti v songwritingu pa vsega, če ne bi imela svojih kipcev na steni, toliko in toliko plošč pa toliko let za sabo, da lahko rečem, da sem nek primer uspešnega glasbenika. Zdaj, prej sem že omenila, da v bistvu marec je mesec za ženske, v bistvu celebratamo oziroma ženski mesec, pa te moramo vprašati, kako se ti zdi, da so v bistvu ženske glasbenice na slovenski sceni. Kje smo pozicionirane, je kje mogoče lažji nam, je kje mogoče težji, kako smo v primerjavi z glasbeniki? Da te tako malo povprašam, tvoj vidik, kako se ti zdi? Zakaj slovenska scena? To je en tak plunko morje. Ja, no, ampak ne vem, če smo v Sloveniji, pa da se da se o slovenski glasbi pogovarjamo, ne? Veš, ker jaz sem tega mnenja, da imamo Slovenci odlične glasbenike in da je treba slovensko glasbo podpirati oziroma jo poslušati, ne? In to nam je tudi blizu, no? Zato sem mogoče zato vprašala slovenska glasba, no? Oziroma, da se primerjamo tako, no. Pa ja, no, pod prvo, kar je It's a Man's World. Uspehi moškega spola. Žal mi je, ženske delujemo v ciklih.
mi gremo že v mesec čez cikl, gremo čez 4-letne čase. Uspeh je premica, ne. In se moramo malo kot čebula oblačiti vse te energije, ne. A veš, na tisto krhko žensko moramo dati moško energijo, če hočemo posel dobro furati, ne. Meni se zdi, da še vsem ženska je tista, ki včasih je bilo tako, moški priskrbi hišo, žensko ustvari dom, moški priskrbi hrano, žensko ustvari kosilo. Jaz sem si tako predstavljala sebe. Pa me je življenje skloftalo dobesedno in me dalo čisto na to drugo pot, kjer delujem fulno širše, z več ljudem več doprinašam, ampak tisti moj private life je pa vedno je bil ena podrtija, totalna groza. Tako da je glasba moj spas. No, ampak v smislu tega sem se pa, malo sem tudi pionirka, no, v tem ženskem popu, marsikaj naučila, ne, da če ne bom dosto moške energije, bom težko z moške furala. Druga stvar pa je, tako kot sem rekla, kot čebula, ko se oblačiš v ti lejerje, s to moško energijo varujem to svojo žensko, ne. A veš, in pol rateš kar neka zmes vseh teh energij, ne. Ne moreš se pa zapostavljati, kot ženska se moraš res rad imeti, negovati, pocrkljati, res si moraš dati to. Če imaš še ljubečega partnerja doma, toliko lažje, ne. Ampak načeloma se mi zdi, če bi pa pogledala prav to, kakor je bilo vprašanje, na slovensko sceno tangirano, je bila pa včasih bolj ta ženska kot diva, bolj čaščena pa lepše plasirana. Ampak se mi zdi, da je bila ena ozka špura, rečemo, če pogledava tiste 60, 70, slovenska popevka, kikala do tal, en določen način petja, določen segment glasbenikov, ki se je s tem ukvarjal, pa tudi po moje niso kar vsakega not spustili v ta kolektiv, ne. Predvsem bi meni bilo fajn, da so bili to še vse akademsko izobraženi ljudje, ne. Ali pa talentirani, tisti priučeni, ne. Ampak je bila nekako, nisem pa videla nobene solistke na kitari, pa basistke, pa bobnarke, pa tako naprej, no. Se mi zdi, da so bile res ženske kot ene dive v glasbi, ampak zgolj tam. Ni bilo tega pejsaža, teh vlog raznolikih, ki bi jih tudi one podelavale, no. Tako, no, seveda govoriva o mainstream glasbi, ne govoriva o klasiki, ne govoriva o jazzu, o nobenih teh drugih zvrsteh. Tako da zdaj pa jaz vidim, da smo še vseeno si, kako ne rečem, priborila svojo mesto v tej enakovrednosti, enakopravnosti, karkoli se že išče, a ne. Ni vse glih optimalno, ne. Ampak da se gremo več vlog, pa da je borba toliko večja. Tako, borba za kruh je tudi večja, no. In pa še več adutov je treba dati na plano, a ne. Torej, treba je izgledati, treba je zveneti, treba je biti pameten, treba je imeti dobro muziko, treba je imeti veliko denarja, da to vse sponzoriraš. Tako da ful večje obremenitve in več naporov je, a ne. Tudi v splošni frekvenci žensk trenutno, če že pogledava, morajo biti mame, kot da nimajo službe in morajo biti uspešne poslovne ženske, kot da nimajo otrok doma. Torej, če lahko potegnemo črto, bi lahko rekla, da imamo zdaj pač trojni del. Tako. Pa naj si bodi, kjerokoli kariero bi gledala. Okej, zdaj smo kar nekaj cajta razpravljale. Zdaj, preden te še zadnje vprašanje vprašam, si zadnje naredimo enih 5 hitrih vprašanj. Da, ja. Ja? Vprašanje, če mi lahko na hitro odgovorila, to je bil problem. To so taka hitra vprašanja. Tako da, kjer je bil tvoj najljubši nastop? Da si rekla, ko si prišla z odra in si rekla, wow, to pa je bilo za knjige. Težko ti izluščim samo enega, ne, ker jih je res bilo vrsta. Ampak mogoče je ena takih biserčkov v moji karieri nastop z Džibonijem v Hali Tivoli. Tako. Okej. Tvoj najljubši hobi? Mandale rišem. Okej. Tako. Dobro. Tvoja najljubša knjiga? Ja, o zeliščih od Patra Ašiča. Dobro. Jaz znam to vse na pamet. To sem študirala, sem bila majhna, Marija Treben pa Pater Ašič, zato da vem, zakaj je kera rožica, kaj mi je bil moj ati ful boln, pa sem ga hodila pozdraviti. Tako. Okej. Tvoja najljubša dvorana za koncert? A v Sloveniji? Lahko v Sloveniji, ja. Križanke. In tvoja najljubša hrana? Od mami štrudel. Nice. Jabolčni. Okej. Dobro, ja, dobra izbira.
Kaj ne ti rečem, veganski kari, da ne, domače. Domače to. Ok, še eno vprašanje imam pripravljeno za tebe. Se nekaj smo že vmes razglabljali, ampak v Sloveniji imamo veliko teh mladih glasbenikov, ki v bistvu v svojih sobicah pišejo pesmi. Kakšen nasvet bi dala tem glasbenikom, ki mogoče ne upajo ali stopiti ven svoje sobe in pokazati to glasbo, ali mogoče bi, pa ni publike, kakšen nasvet bi jim dala, neko spodbudo vsem tem, ki začenjajo zdaj? Da najdejo iste, ki so sami, tudi če jih bojo dolg iskali, pa bo vse črno, pa kar da ni luči na koncu tunela. Res formula za uspeh je ta, da zafuraš dober tim isto mislečih in začneš, da izhajaš iz tistega navdušenja. Tudi če se je to 5 ljudi v eni kafani, naslednjič jih bo 15, pa bojo vsi pripeljali frende, jih bo 50, pa bo 50 pripeljali frende, pa jih bo naenkrat 200. To je edini zdrav način, da pride tvoja muzika od človeka do človeka in gre ta najboljši gverilski PR naokoli s tisto poslanico, pejte pod njega pogledati, on je bil pa res hud. Ampak to, da si hud, ne pomeni, da boš naredil ne vem katero razpaljotko, to pomeni samo, da boš nekaj kvalitetnega serviral na res iskren način. In da boš poskrbel tudi za to izvedbo, da bo kvalitetna v smislu, kako se je slišal, kako je to izgledalo. Pač naredi najboljš tistim, kar imaš. Zdaj vse te krajšince, kakor so internet, bomo rekla, vlaganje evrov, vsa to optimizacijo, pojavljanje reklamnih sporočil, super, ti lahko prinese eno prepoznavnost, pa en uspeh na kratek rok, ampak tistih true fanov, ki bojo po tabo šli od plošče do plošče, od komada do komada, od vrat do vrat, ti pa ne bo daljno. Torej, razmisli najprej, kje hočeš, kjer teren hočeš obvladovati, petke, pa trki na vrata, pred živijo, ali danes ta petek prva si igram. Pa nič nočem. Kvečem boste vi zaslužili na moj račun. Tako da se mi zdi, da je ena ta čista, ne ta akviziterska logika, ampak ta, da se sprijaznaš s časom in prostorom in da veš, da če boš hotel daleč iti, da boš rabil dober tim, se mi zdi tista najbolj pomembna. Saj tako smo mi svoje prve bendi, svoje zasedbe naredili, a se tebi tudi ne da tam misliti, meni tudi ne, da greva skupaj, to je začetek vsake skupine in to, da najdeš ljudi, ki čutijo isto in so tudi pripravljeni za to, kaj narediti in se čemu odreči. To je najbolj dragoceno v življenju. Ta zvestoba je premalkrat nagrajena. In to, da si ti zvest človek in iskren po srcu, to ti naj bo res tista prva in najbolj močna vrednota, za katero moš tudi pri drugih iskati. Najlepša hvala, Neša, da si se danes oglašala v našem studiu. Smo kar precej temu delali, tako da mislim, da bojo poslušalci z zanimanjem poslušali ta pogovor. Tako da, spoštovani gledalke, spoštovani gledalci, hvala lepa, ker ste si ogledali današnjo oddajo Reflektor. Z vami sem bila Sara Praznik, vi pa nas spremljajte na socialnih omrežjih in se vidimo v naslednji oddaji Reflektor.